Na spletu je te dni zakrožil en posnetek, minuto, pa še manj, kjer je tale zelo glasna Sonja Šmuc, ki je tiha, rekel, na poziciji feministka, tam v Evropski komisiji, tudi nekje za enakost spolov po Sloveniji tudi. No, na kanalu A sta se z Lukom Mescem spopadla, imela nek duel, ampak ta video, ki je krožil po spletu, ki meni prišel na oči, in jaz sem to zanimivo pogledal, ker sem pač antifeminist, poznam to Šmucko, pa tudi tega zelenca Luko Mesca poznam, programe Levice, pa tako naprej. In sem to gledal, ne, in jaz se ne spuščam v davke, tema so bili pač davki, davčna politika slovenska. In meni je bilo groza, kako, bi rekel, desnica izreže zelo ponesrečeni kontekst pogovora, kar sem šele pozneje izvedel, ne, kako ponesrečeno je to izrezano. Ampak desnica, ki je, bi rekel, tradicionalna, antifeministična, naredi nek izsek dialoga, ki je izpadel monolog. Šmucka je tam drdrala, Luki Mescu, ki je bil zelo po bontonu tam, ni pustila do besede, se pozneje je prišel do besede, ampak na tem enem posnetku pa je ena sama kastracija. Tam mu ga je odrezala z jajci v red. In desnica je tam slavila, ne, se pravi, Zmago Jelinčič plemeniti, ne, Luka Mesec Venezuela, ne, in tam je desnica stihijsko tolkla po Luki Mesecu, pa sploh kluna ni odprl, sploh kluna ni prišel do besede, tolkla je po njen, kot da mu tle Venezuela ven toče na vseh korakih, ne. Bad guy je bila Sonja Šmuc tam in jaz sem se na to, bi rekel, osredotočil, tudi parkrat tweetnil, tam na Mladini, ki je bila branila Luko Mesca. In vsa ta desna Slovenija z vsemi topovi, vse ka pomeni, češ Sonja Šmuc je premagala Luko Mesca, prav je povedala, pa jaz sploh nisem o tem govoril. Jaz sem govoril o tem, kako perverzno mu ni pustila do besede v tistem posnetku, kako so desničari, ne, kot antifeministi, navijali patološko za Sonja Šmuc in je navadna decinja. Tega me je bilo groza. In zdaj, spoštovani, pa vam se bo zmešal. Luka Mesec ga sam pokaže, že tam Venezuelo vidite. Pa to ni tako. Jaz sem šel pol naknadno, pa res cel posnetek pogledat. In Luka Mesec je tam prišel do besede in tisto, kar je on povedal, je bilo legitimno. Se da projekt kontra, ker z levim z desnim ušesom poslušati, ne. Bi rekel, dostojno je pariral, ker moje osebno mnenje je, pa nisem strokovnjak za davke, znam pa logično sklepati, je Avstrija neprimerljiva Slovenijo. Tako na višjem standardu so, višji bruto nacionalni dohodek imajo in te lestvice se v teh proporcijah poderejo, če greš ti Slovenijo primerjati z Nemčijo ali pa Avstrijo. To je neprimerljivo. In to je Luka Mesec poudarjal tem, ne. In če tako gledam, bi rekel, tisti pogovor je bil konstruktiven, s tem, da nekonstruktivno je bilo, da je desnica zrezala 30-minutni ali minutni monolog Sonje Šmuc in ga kovala v zvezde. A ona mu ga tam z jajci vred odreže. Luka Mesec je bil tam po bontonu tiho. Poskušal je povedati, prednji bzinu mu ga že odrezala, sam še avč ni mogel reči, ne. In to ni bilo prav in na to sem se osredotočil. Ne, bolana kapitalizmu stremeča desnica, pa to sploh ne vidi. Ona vidi, da sem tam Luko Meseca, Sonja Šmuc mu ga je odrezala, juhuhu. Pa dajte bolj realno gledati, ne, Sonja Šmuc je tam bedaki spadla, bedakinja. Vodilna predstavnica uradnih teh pozicij, faličnih, ki jih drži feminizem v svojih rokah. Vse pa so ob Sonji Šmuc so tukaj še Uršula Cetinski, ne, Cankarjev dom, pa Alenka Ermenc, vojakinja, Tanja Bobnar, ampak
Sonja Šmuc je tam pri kapitalu, denar je pa simbol moškega spolnega organa in tam nam ga babe kastrirajo. In vsa ta desnica, ki bi mogla biti antifeministična, je stihijsko potegla za Sonjo Šmuc. To sem želel izpostaviti v svojih tweetih. Ne, ampak to se ni dalo, da sem bil največji bad guy, tam desna roka Venezuele pa tako naprej. Pa moram poudariti, da svoj čas, 1 leto nazaj, malo manj, ko je tarča bila, ko so se tam ravno ta levica zavzemali za višje davke, desnica pa vsi bojo ven šli, vsi te Akrapoviči, vsi bojo ven šli. Tam sem rekel, ravno zato, ker so ljubitelji denarja tako patološko vezani na ta svoj denar. Davki ne smejo biti tako visoki, kot jih je levica želela imeti. To sem takrat povedal. In prav je, da se predlogi levice ne upoštevajo. Ker res nam bodo vsi ti bolestno pohlepni kapitalisti zbežali ven. Pa res ratali Venezuela. In sem bil proti predlogu levice. Ampak treba je vedeti, da ta pohlep bogatih, da bi bili še bolj bogati, ta je patološki. Levica se pa edina proti tem bori. Ne smemo jim popolnoma popustiti, ampak treba je pa vedeti, da z etičnega vidika ima Luka Mesec in njegova partija, levica z veliko pisano, veliko prav. Sam nekaj ne ve, Človek je navadna, pohotna, pohlepna žival. In to moramo vzeti v zakup. Socializma ne more biti natančno zato, ker človek, moški, ne trpi enakosti. Enakost pa simpatizira s kategoričnim imperativom, ne samo Kantovim, tudi krščanskim ali pa kitajskim. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da drugi stori tebi. A pa ravnaj tako, da bi tvoje ravnanje lahko bilo vzor v tej družbi in bi bilo boljše živeti za vse, tudi za reveže. Brez levice bi slovenski kapitalizem popolnoma podivjal. In zato en Luka Mesec, zvani Venezuela, mora biti v Sloveniji, mora biti. Zato, da bogati ne bodo nesramno še 10-krat bolj bogati. Reveži bojo pa tam v jarkih umirali. Sam problem levice je, da tiste davke bi dala pa s lenuhom, pa nekim modernim umetnikom, to pa je zdrs te levice. Ampak kar naj jih faše. Zato, ker branje enakost spolov, pa feminizm, kar naj jim ga razne šmucke režejo z jajci vred, ker kazen mora biti vzgojna. Amen.